Pozdravljeni, prijatelji! Jaka me že tako dolgo sprašuje, kje so včasih živeli princi, princeske, vitezi in sem se odločila, da ga odpeljem na Velenjski grad. Gremo naprej. Jaka, jaz ne vem, zakaj so gradili gradove tako na visokih strminah. Toliko stopnic sva mogla prehoditi. Veš kaj, najbolje bo, da o tem povprašava kar naše prijatelje v gradu. Greva pogledat, kakšen je grad od znotraj. Jaka, poglej, kakšna lepa grajska gospodična, pozdravljeni. Ja, pozdravljeni pri nas na Velenjskem gradu. Joj, midva sva se pa kar malo trudila. Sva po tolikih stopnicah mogla iti gor. Koliko stopnic pa je pravzaprav? Ja, je kar 233 stopnic, da pridete do nas. Pa zakaj tako visoko gradijo gradove? Včasih so vse gradove, če so le lahko, gradili na hribu in sicer zato, da so imeli pregled, če je prišel kak sovražnik. Ojoj, veste kaj, naju pa res zanima, kaj se skriva za temle obzidjem, kakšen je v bistvu grad, kaj so počele princeske. A so bile princeske tukaj? Mogoče lahko gremo skupaj pogledat, tako da vabljeni k nam na Velenjski grad. Okej. Joj, poglej, kako visoki zidovi, pa sami kamni. Pa kako so tako visoko zvozili tele, ali prinesli, ali kako so prišli do teh velikih kamnov? Ja, veliko so prinesli, verjetno so tudi kaj zvozili in včasih je bilo ne samo kamni, bilo je tudi dosti lesa. Danes ga več ni tu, ampak tule, če pogledamo ograjo, je bilo na drugi strani še veliko lesenega. Poglej, Jaka, nad vsem temle so prav gotovo imeli pregled graščaki, a ne? Tako je. Torej, kdo so graščaki? Torej, graščaki so živeli pri nas na gradu. Tule, kot vidite, čeprav je grad zelo velik, ponavadi sprašujejo, ali je tu živela samo ena družina.
Verjetno je živel graščak in graščakinja z družino, pa tudi služabniki, ker nekdo je moral skrbeti za hrano, nekdo jih je oblačil. Prav to nas jo je zanimalo, ne? Tak velik grad, mi živimo v enem malem stanovanju, pa res veliko časa porabimo za čiščenje, za obnove, za vse te stvari. Tukaj pa tako vse na veliko, kako so to zmogli. Ja, prav to nas je zanimalo. Zdaj pa poveste, da so bili služničad, še kdo. Kuharji so imeli svojega kuharja. Tudi, pa verjetno ne samo enega, ampak več kuharjev. Tako, bolj bogati so bili graščaki, večji grad je bil, več so imeli služničadi. Zdaj mi pa kar povejte, koliko je star tale naš velenjski grad? Lani, v letu 2020, je naš velenjski grad praznoval 750 let. Si slišal, Jaka? To pa je res veliko. Kar nekaj svečk je bilo na torti, tako da letos je 751. leto od prve omembe. Verjetno je grad bil že kako leto prej, ampak takrat še niso poznali računalnikov, pa tudi zapisovali si niso, tako kot danes, kdaj je bil točno katerega leta zgrajen. Vemo, da je bil prvič posredno omenjen leta 1270. Sam grad je, kot vidite, nastajal v večjih fazah. Zdaj, mogoče je zanimivo za Jako in za vaše gledalce to, da ko pogledate grad, vidite veliko tega obzidja in da mogoče obzidje, če si lahko predstavljate, ni bilo samo to, ampak je bilo tudi kar nekaj lesenega. Verjetno, nimamo sicer nobenih slik, ampak lahko si predstavljamo, da tule poleg je bil še tak lesen hodnik, po katerem so hodili stražarji. In tako gledali vse okrog gradu, če pride kak sovražnik, če bi bil kdo, zato verjetno tudi ni bilo tule dreves okoli gradu, vse je bilo čisto, zato da je zelo težko prišel gor kdo in da so imeli zelo dober pregled. Najverjetneje je tudi tule bil en stolp lesen, da so lahko stražarji in potem so hodili od tega stolpa sem pa do tega naprej in vse tako okoli gradu. Več stolpov okoli gradu. Tako, to so bili obrambni stolpi, na kateri so potem stražarji imeli pregled nad okolico. Naš velenjski grad je res čudovit. Jaz vem, da je v Sloveniji veliko gradov, ampak precej jih je že porušenih oziroma kar je pač ostalo od njih. A je tale velenjski grad kaj obnovljen, da je tako lep? Ja, res je bil obnovljen in sicer tu so živele od leta 1270 plemiške družine. Zadnja družina oziroma zadnji graščak je bil grof Koronini Kromberk in pred drugo svetovno vojno oziroma med drugo svetovno vojno leta 1943 njega so nagnali od tu in je moral zapustiti ta grad. Potem so tu nekaj časa živele družine med vojno in sicer rudarske družine. Potem pa so nekako Velenje začeli graditi in družine so se preselile iz gradu v nova stanovanja v Velenje. Na gradu pa so se odločili, da bodo naredili muzej. In sicer je bil tu najprej muzej premogovništva in takrat so za par let zaprli grad in so ga čisto obnovili. Ja, res je čudovit. Zdaj pa, da ne bova govorili... Pa tudi zdaj ga obnavljamo še vedno. Ne? Tako, ves čas je treba nekaj obnavljati. Tako, skrbimo za njega. Zdaj pa, da ne bova govorili samo o zunanjosti gradu, naju zanima, kaj je notri, kako so živeli tile naši graščaki, kakšno hrano so jedli, s čim so jedli, kako so se oblačili in vse to naju zanima. Ja, potem pa kar gremo pogledat. Gremo pogledat? Tako. Vidiš, to je bil vse grad. Čudovit je. Še posebej tale razgled. Tako je. Bi se midva kar preselila na grad, a ne, Jaka? Mogoče bi vama bilo malo mrzlo. Ja. Boste videla, da so zelo visoki stropi, pa zelo debele stene, tako da ni tako toplo kot v današnjih stanovanjih. Zato pa imate taka oblačila, malo bolj debela, a ne? Ja.
Zdaj pa, Mojca, če želita doživeti pravo grajsko pravljico, pa tebi nekaj manjka. Res? Res. Ja, kaj pa? Zapri oči, pa boš videla. Okej. Wow, poglej, Jaka, dobila sem obleko. Kje so pa moje kitke? Wow. Kako sta lepa. Zdaj pa vabljena k nam na grad. Prav, greva, jaz že komaj čakam. Jaka, poglej, kakšna vrata! Velika, masivna, pa še ena manjša, pa ta so pa prav gotovo nalašč za tebe. Ojoj, kako to, da so takšna vrata? Iz česa pa so? To so malo drugačna vrata, kot jih danes poznamo. Ta stran je železna, na tisti strani pa je lesena. In ta vratca, majhna, so jim včasih rekli izmuzna vratca. Izmuzna, le kdo se je izmuznil skozi? Namreč zvečer je vedno graščak oziroma kdo od njegovih podložnikov zaprl vrata. In če bi prišel zvečer kakšen sovražnik in če bi odprli cela vrata, bi potem jih veliko lahko hkrati prišlo. Tako pa, če bi kdo prišel, so odprli samo majhna izmuzna vratca. In kot vidiš, Jaka, verjetno ne bi mogli vsi naenkrat stopiti noter. Pa se dajo ta majhna tudi zdaj odpreti? Danes jih ne bomo odpirali, trenutno ne, bomo odprli kar velika vratca. Prav. Sta za? Ja, seveda. Pridita, izvolita. Wow. Glej, Jaka. Poglej, Jaka, grad ima svoj atrij, tako kot Velenje svoj trg. Zakaj imajo tako velik atrij tukaj notri? Ja, tu se je včasih dogajalo marsikaj. Vidim, da plešejo. Ja, danes imamo prav posebej za vaju naše goste. Goste, plesalce, poglej, Jaka. Pa verjetno se je tudi kaj drugega dogajalo tukaj, ne, v tem čudovitem atriju. Tu so se pogovarjali, tu so se zbirali, tu vidite tudi, da je vodnjak. Ni čisto pravi vodnjak, ampak je bolj zbiralnik vode. Zunaj je bil pravi vodnjak, tako da tu je bilo neko središče tudi. Joj, poglej, Jaka, jaz pa ne vidim nobene televizije, pa nobenih igrc. Prav gotovo so tudi tukaj preživljali svoj prosti čas. Kaj vse so pa počeli? Poleg plesa. Veliko so se družili. Otroci so se zelo radi igrali zunaj, sami izdelovali, tudi kako lokostrel so, tudi kakšne loke so delali, potem zvečer so se zelo radi igrali kakšne družabne igre, ki so imeli takrat, potem veliko pa so si pripovedovali tudi pravljice. Kaj pa so ženske še počele? Ženske so, ko so bile majhne, na gradu, so se velikokrat igrale kar s svojimi brati. Potem pa, ko so malo odrasle, pa so jih naučile drugih stvari. Naučile so si šivati, plesti, delali so se take rožice, tako kot ti imaš danes. Tako da znale so skrbeti, znale so kuhati, znale so skrbeti za gospodinjstvo, malo drugače kot fantje. Prej smo omenili, da imajo gradovi visoke zidove, debele zidove. Ja, ni prav toplo tukaj, a ne? Ja, res je. Kako ste bili potem oblečeni? Ker tudi radiatorjev nikjer ne vidim. Kako so se ogrevali?
Obleke so navadno bile debelejše, imele so pod tako obleko, kot jo imamo midve danes, oblečeno veliko spodnjega perila, tako da se je sama grofica oziroma graščakinja oblekla, je potrebovala kar dosti pomoči. Nekaj časa tudi, a ne? Pa tudi nekaj pomoči, tako. Ogrevali so se čisto drugače kot danes, tudi zato so se veliko družili in zbirali v enem prostoru, da jim je bilo zelo bolj toplo, sploh včasih. Potem pa kasneje so si mogoče posteljo s kakim oblekli, s kakimi, ne vem, mogoče sta kdaj videla na morju ali pa kje, ko imajo take baldahine ali pa ko imamo mi danes komarnike. Včasih so s kakimi bolj debelimi zavesami, okrog postelje jih položili, zato da je bilo bolj toplo. Tako da pa okrog ognja so se radi zbirali, drugače kot danes. Drugače kot danes. Povej, veš, te stopnice, ne? Koliko sva rekla, da jih je 200? 33. Kako ste pa hodili v trgovino, oziroma kako so včasih hodili v trgovino po hrano? Vsak dan po teh stopnicah ali kaj? Ja, takrat še ni bilo trgovine, takšne, kot jo poznamo danes. Navadno so graščaki skrbeli s tem njihovi podložniki oziroma podložniki so skrbeli za to, da imajo oni hrano. Se pravi, vsak graščak je imel nekaj zemlje in potem je svojim podložnikom dovolil, da oni tam obdelujejo in tisto, kar so pridelali, so navadno nek davek morali plačati in so dali nekaj hrane in nekaj pridelka svojemu graščaku. Torej niso vsak dan šli v trgovino, tako kot jo poznamo danes. In tudi stopnice, po katerih sta vidva prišla, so zelo mlade, če lahko tako rečem. Niso jih včasih imeli, včasih so prišli čisto po drugi strani. Tako, po drugi strani so prišli na grad. Lahko z vozom, s konji, ni bilo še avtov. Ne, kočije mogoče že? Tudi kočije, pa večinoma pa vitezi kar na svojih konjih. Vitezi so pa res imeli eno pomembno vlogo v tem času. Kaj pa so jedli graščaki? Ja, ne vem, če veste to, ampak včasih, ko so živeli graščaki, tu še niso poznali krompirja, niso še poznali paradižnika, niso še poznali, kar mi danes poznamo, recimo korenčka, tako da so veliko žit, veliko mesa. Pravijo, da so celo včasih na dan pojedli tudi do kilo kruha. Vsak posameznik? A to pa je precej. Ja, res je. Kaj bi midva lahko mogoče videla? Kakšni so bili krožniki? A veste? Pa vilice, pa nož? Tega pa nimamo. Ne, kaj ni bilo pribora še takrat? Nekaj pribora je bilo, ampak kasneje najprej so bile vilice, kar na takele na dve špici, ne tako kot danes poznamo. Pa dosti so jedli kar z rokami. To pa so morali biti umazani. Ja, tudi krožnik je včasih bil kak kos kruha, bolj na debelo narezan, pa so dali gor kar recimo kak kos mesa, kar je pa ostalo, pa so dali ali pa podložnikom, ali pa so vrgli živalim.
Oho, poglej tole, Jaka, kakšne lepe obleke. Pa nakit, vse se sveti. Pa možje v pajkicah. Poglej ga, kot obuti maček je. Joj, kdo mi bo povedal? Vi, gospa, mi boste povedali, zakaj imate tako lepe obleke, oziroma kako to, da imate tako lepe obleke, pa tak lep nakit? Mi smo šaleška gospoda, doma izpod Šaleškega gradu in smo se odločili, da predstavljamo renesanso, ker renesansa predstavlja preporod iz temnega, mračnega srednjega veka v pisane barve, čudovite barve, veliko nakita, veliko bleščic, dodatke v laseh, prihajajo novi materiali namesto srednjeveških, grobih, temnih oblek. Prihajajo gladki, svetleči materiali, svila, baržun, žamet. Pliš tudi? Žamet. Žamet je bolj tak graciozen, ne da? Ja. Šivalo se je z zlatimi nitmi. Čisto pravimi? Pravimi zlatimi nitmi. Dodajali so se biserčki, dragi kamni, korale, celo v lase so si gospe pripenjale, korale, bleščice, perlice. Res ste čudoviti. Kar poglejva si dobro, Jaka. Poglej tele perlice. Pa to je kar težko. Pa sama obleka tudi ni tako lahka. Koliko slojev pa imate vi tukaj spodaj? Še enega. Kaj pa ste počeli, plesali ste? Kdo vas je pa tako lepo naučil plesati? Mi imamo koreografinjo, gospod Lisac Tanjo, ki nas uči te plese. Kaj jo lahko spoznava? Ja. Namreč tudi naju zanima take vrste ples. Pa mogoče nauči kakšen korak? Jaka, bova poskusila? Se boste priključila naši skupini. Z veseljem. A bomo šli do te Tanje? Ja, gospa Tanja. Katera gospa tako lepo zna plesati? Gospa Tanja, koreografinja. Dober dan. Pozdravljeni, vi ste gospa Tanja? Ja. Ki tako lepo učite naše prijatelje plesati. Tako je. Joj, a bi naju tudi naučili kakšen korak? Lahko, kaj bi pa rad? Ne vem, midva bi se recimo rada znala prikloniti. To se mi zdi zelo pomembno v teh zvrsteh plesa, ne da? Saj tudi je. Se marsikdaj ponovi, a ne da? Kar naprej se klanjamo na vse konce in kraje. No, kako se to naredi? Midva sva drugače vešča plesalca, ampak poklanjamo se pa ne tako pogosto, a ne? Malo drugače plešemo. Mi v današnjem času tole ni. Malo stopimo v stran, prikleknemo, se zložimo, pogledamo vse okrog in se dvignemo. Ja, to pa res ni tako težko. Jaka, deva še enkrat. 3, 4. Vstran, nazaj, pogledaš. Bravo, Evo, uspelo nama je. Jaka, kaj bi se ti malo pocrkljal pri eni dvorni dami? Ja, zakaj pa? Presenečenje. Res? Res. Jaka, greš? Dej no, le, kako je lušna tale gospa, poglej. Kaj pa zdaj? Zdaj pa bo dvorni gospod popeljal tebe na sprehod. Okej, to je tudi del plesa, ne? Tudi del, velik del plesa je v sprehajanju. Takole sem se naučila, ne? Takole, evo. In gremo na sprehod. Gremo, kar začenjamo. To mi pa kar ugaja. Malo vsake toliko časa, ko srečamo, koga se priklonimo. Ja, super! Jaz mislim, da se bom kar kmalu pridružila tejle skupinici. Mi prav lepo sede tale oblekca, a ne, Jaka? Ja, hvala lepa, gospa Tanja. Prosim. Zelo mi je všeč. Joj, najlepša hvala za tole čudovito demonstracijo. Zdaj si greva pa midva z Jakom pogledati tele lepe sobane prečudovitega Velenjskega gradu. Čau!
Jaka, poglej, kaj smo pa midva tukaj zdaj našla. To je pa prav gotovo viteška oprema. Joj, kdo ste pa vi? Jaz sem pa Vitez Valentin. Vitez Valentin, kako lepo ime. Ja. Povejte mi, tole je pa kar trdo. Ja, proti udarcem je to. Ja, in vitezi Še oprema, nosijo ja. vso tole opremo, pa kako se sploh premikajo? 40 kg gor. Ja, to je zelo težko, Zelo težko je to, ja. pa še svoja teža. Ja. Pa to ste čisto okorni, a se sploh lahko kaj premikate? Kakor jaz vem, morate Gre. spretno vihteti meče. Eden mora zmagati. Ja, res Ja. je. A povejte mi, a se vitezi mogoče kaj razlikujete potem, kdo ima boljši meč, kdo ima več opreme? Tako. Vsak graščak je imel svojo vojsko. Glavni so bili vitezi. Viteška oprema je bila zelo draga. Celo premoženje so prodali zato, da so se lahko nakupili opremo. Pa kaj je lahko kar vsak vitez? Ne, to so bili tečaji. Bi lahko bil ja. jaka vitez? Tudi bi lahko bil počasen, mogoče pa bi ga začeli malo. Ja. Ima mogoče kakšen sprejemni izpit za narediti Ja, vitez? tako. Ja? Ja, Kaj pa mora znati? Kaj mora znati? Ja. Mečevati se mora znati. Ja, kdo ga pa nauči? Ja. Mi vitezi. Vitezi, tisti spretni vitezi. Aha, tukaj imamo še enega, mogoče pogledava še njegova oblačila. Poglej, pa rokavice. Ja, res je. Dragulje za princeske. O ja, tudi dragulji za princeske nosite? Tudi. Kaj mi boste malo pokazali, kaj vse se tukaj skriva? To je meč. Tudi meč. Kakšen borbeni. velikanski meč lahko. Ja, Pa to je pa težko. Seveda. In To je- tole vihtite. Ja, to je dvoročni. Malo se bova umaknila, ker tole pa zgleda nevarno, Jaka, Ja. poglej. Zelo težko. Aha. Oklep, čelada, rokavice. Ja, to A lahko poskusim? lahko. Levo. Ja. Boma desno. Ja, veste, jaz imam kar veliko moči, ker nosim jakata ves čas, pa je tudi kar težek. Težek. Opa, takole. Joj, Še vse meč. je fajn, ampak meni je pa veliko bolj všeč še več. tale obleka. Zelo lepa ste. Nekako se boljše počutim v tej Ja. lahkotni oblekci. To so Poglej, pripadali Jaka. vitezim taki. Pa res je vse gibljivo. Ja. To so bili pa res mojstri, da so spravili skupaj tako težko To obliko gre na noge. nek način. To so pa ščitniki. To so ščitnike za noge, Ja. čelada. Ne. A mi poveste, zakaj ima vedno vsaka čelada perja? Je to kakšen poseben To je znak? malo višji rang. Ja. Višji rang. Torej ja, ko sva prej govorila, da se razlikujejo. Tako, Torej tisti, tako. ki nosi perje, je kaj naj? Poveljnik. Ja. Poveljnik, Ja. glavni vitez. Tako. Kaj pa ostali? A tudi po barvi mogoče perja? Ne, po barvi ne gre to k razlike. Ne, Ne? Tole lahko dam vam. Jaka, boš ti poskusil kaj? Drugače pa imaš ramenske ščitnike, ne? To so za ramene, to Poglej. za nogo. vidi. Ja, poglej, Jaka, to so bili pa tisti predhodni supermeni. Poglej, kaj ima ogrinjalo. Malo šale, ampak ja, od tot verjetno ideja za vse današnje junake, kajti vi ste bili junaki tistega časa. ja. Vi ste se borili. In lastniki gradov so tudi nagradili viteze svoje, so jim dali cel gradove, posestva so jim dali. Ne. Ampak, ko ga je rabo, ga je poklical. Vedno ste bili na Ja, voljo. vedno To je na bila voljo. 24-urna služba. tako, Torej, to je 24. bila Ja. služba. Tako, točno to. Ja. Odlično. Poglej, a bi bil ti Jaka vitez? A bi bil? Je zanimivo, a ne? Ja, nič. Odlično. Lahko pokažemo, kako se treba v to Seveda, obleči, jaz ja. bi rada videla, kako se recimo bojuje en vitez. Ali kako? Mi Bomo boste pokazali. malo demonstrirali. Bomo pokazali, ja. Ja, samo midva se bova pa malo umaknila. Lahko, ne? res. Ja, takole.
tako nevarno. Veš kaj, Jaka, dovolj je tele kalvarije. Greva mi dva rajši v grad. Hvala lepa za tole demonstracijo. Čau! Tako, Mojca in Jaka. Zdaj smo pa tu pred enimi posebnimi vrati in imam v roki en poseben ključ, s katerimi bomo odprli vrata. Še pred tem pa vam bom zaupala eno skrivnost. Tu pri nas vidite ena taka posebna roža. To je včasih bilo, to je del, ta celoten portal je del vhodnih vrat. Včasih je bilo to na vhodnih vratih, pomenilo pa je, ko si šel pod to rožo, je pomenilo, da vse, kar si izvedel noter, si moral obdržati kot skrivnost. Tako da vse, kar bo ta dan izvedela notri, nobenemu povedati. Čisto nikomur, a ne? Gledalci, ste slišali? Evo, izvolite. Res, da žal vam danes ne morem pokazati postelje ali pa, ne vem, omar, ki so jih včasih imeli, zato ker je zadnji lastnik, ki je bil tu, Italijan, grof Coronini Kromberg, že ko je odšel, je s seboj odnesel vse, kar je lahko. Tako da, in tudi potem kasneje, ko so tu živeli drugi prebivalci in pa ko se je naredil muzej premogovništva, nekako ni ostalo več ničesar tu. Imamo pa danes na gradu to zbirko, ki nekako prikazuje življenje srednjega veka, se pravi nekje od 10. do 17. stoletja pri nas. Sama zbirka Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem prikazuje življenje v tistem času, v srednjem veku, in sicer je sama zbirka razdeljena na 3 dele, tako kot je bila družba v srednjem veku. To, kjer smo zdaj, je cerkveni, sakralni del, potem, če bomo stopili naprej, bomo videli, kako je kmečko prebivalstvo nekoč živelo v srednjem delu in na koncu aristokratski del. Potem pa si kar pogledamo. Torej, tukaj je cerkveni del. Tukaj je cerkveni del, to je oltar svetega Jošta, ki so ga našli na Paškem Kozjaku. Tu je potem cerkveno obredno posodje, vse nekje iz srednjega veka. Potem so tu freske naprej. To pa zgleda, kot da bi bili pokali, ampak mislim, da niso pokali. Ne, niso pokali. Zelo podobno. Tako. Kelih. Iz kakšnih kozarcev so včasih pili? Ja, ko so v cerkvi imeli kak obred pomemben, so potem uporabljali te obredne kelihe. Lepo, in vse iz zlata. Ja, dosti je pozlačenega, verjetno je kaj, zdaj če se ni zlato, ampak ja. To so freske, to so švarcenštajnske poslikave, in sicer z gradu Švarcenštajn, so pa danes na ogled tu pri nas, na Velenjskem gradu. Čudovite, poglej, konji, gospoda, gradovi. In kot vidiš, Mojca, so na freskah gospe zelo podobno oblečene kot ti. Res je, res so bile lepe. Pa potem imamo še en del, ta je pa čisto lesen, poglej, Jaka. Ja. Pa majhna okenca. To je Kje pa sva zdaj? To je naša Kavčnikova dimnica. Mi imamo pri nas v muzeju Velenje Kavčnikovo dimnico v Zavodnjah in tule je tak manjša rekonstrukcija, da si nekako lahko naši obiskovalci predstavljajo, kako je v tistem času živelo kmečko prebivalstvo. Čisto drugače kot danes. Vemo, da kmetje živijo
veliko težje je bilo, veliko manjše hiše so imeli in lahko si tudi notri pokukata, da vidite, kako je. Seveda, greva. O, krušna peč. Te pa Podobno dobro kot poznava. krušna peč. Podobno kot krušna peč. Tako. A se lahko usedem? Mogoče rajši ne. Ne, zato ker to je muzej in spodobi se, da gledamo samo z očmi. Zdaj pa vabljena še v zadnji del naše razstave. Tu pa nekako vidimo, kako so živeli aristokrati. Tu so arheološka izkopavanja oziroma kar so našli, namizno posodje pri arheoloških izkopavanjih. Tu pa imamo prikaz, Poglej. ja, kako je Šaleška dolina izgledala v srednjem veku in ko bom jaz prižgala lučko, boste videla, koliko veliko gradov je bilo pri nas v Šaleški dolini v srednjem veku. Res? Ne samo 2 takih poznamo Ne, zdaj. boste videla, da kar nekaj, lahko jih preštejete. Wow, Jaka, dejva prešteti. A bova skupaj. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A smo prav preštela? Mislim, da ste kar prav prešteli. 18 gradov. Sicer je kar nekaj čisto porušenih ali pa da so samo ruševine. Naš grad je najbolj lep in tudi najbolj ohranjen in je tudi eden izmed najbolj ohranjenih gradov v Sloveniji, ne samo pri nas v Šaleški dolini. Res je čudovit. Tako da gledalci, poprosite staršev, kolikor še niste obiskali Velenjskega gradu, da si ga pridete skupaj pogledati in doživite to grajsko pravljico tudi vi. Poglej, Jaka, kaj je to slučajno vodnjak želja? Ni ravno vodnjak želja, lahko bi sicer bil. Tako da lahko si zaželite kakšno željo, mogoče se vam kljub temu uresniči. Si bova potem na koncu. Za enkrat pa se bova zdaj lepo zahvalila za vse, kar ste nam danes lepega povedali. In gospodična grajska Alma, hvala, ker si prikazala tole grajsko pravljico. In seveda tudi vi lahko povabite zdaj gledalce, da vas pridejo obiskat. Ja, hvala vama, da ste prišla na obisk in vabljena še kdaj. In seveda vabljeni tudi gledalci, da pridete, pripeljete starše ali pa sami pridete s svojimi prijatelji in si ogledate naš čudovit Velenjski grad. Midva pa se bova poslovila danes tako, da si bova nekaj čarobnega zaželela za vse vas in za vse nas. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš.